En lep dober večer in znova pozdravljeni v oddaji Odpeto. Upam, da ste že preživeli današnji dan, kar se da najlepše, tako da mi lahko zaupate to, kam ste se odpravili, kako ste preživeli svoj dan in me pokličete me lahko v živo, na spodaj izpisano številko, ki se bo malo kasneje izpisala. Tako da jaz pa danes gostim prav zanimivega gosta, ki vam bo, ne dvomim, mislim, brez dvoma vam bo zelo všeč. Več o tem vam razkrijem pa takoj po glasbenem videospotu. Tupak, oglejte si ga. No in tole je bil Pitbull, tako da upam, da ste uživali v tem videospotu. Jaz pa kar nadaljujem svojo oddajo in že napovedujem svojega nocojšnjega gosta. Tako da v studiu se mi je pridružil eden izmed boljših slovenskih reperjev na naši slovenski sceni in seveda eden izmed boljših kickbokserjev oziroma borcev pri nas v celi Sloveniji. No in to je kdo drug kot Denis Puščič, bolj znan kot Čorčit. Živja! Čau, čau. Kako si? Je malo sem zmatrana, pa A bolj. si? A sem telefona povedala? Je ful dobro, ker malo mi laskaša, veš. Zdaj bi kdo rekel tako, veš, tam bo kar nekaj. Tam bo kar nekaj, sam ne lej. Vse trudimo, no, vse trudimo. Nismo najboljši, mogoče bomo, delamo na tem, veš. Si pa izmed boljših, to pa definitivno. Ja, to pa možno. Najboljši. Najboljši. No, povej mi, zakaj si zmatran, ko si omenil? Zdaj že 2 meseca res skozi skačemo okrog. Imaš ful dela, to ne dvomam. Ja, ful dela. Zraven so treningi drugih ljudi, osebni treningi, borilnih veščin, fitnesa. Pa moram še 2-krat na dan svoj trening narediti. Pa še tako, imam eno svojo oddajo, če lahko omenim, na internetu, Čorčipova štala, vsak ponedeljek ob 8 lahko pogledate neprotini.si, tam je v bistvu ta kanal. Tako da zdaj imamo Petra Polesa v ponedeljek. To je po mojem ena najbolj zanimivih štal. Tako da ne zamudite, v ponedeljek ob 8 si rekel, ne? Ja. Si lahko vsi ogledate. To, pač reklamca, kogarkoli lahko rečemo. Ja, 5-minutna oddaja. 5-minutna oddaja je to, ja. Tam učimo borilnih veščinah, veš, to je to. Malo je tako, učim borilnih veščine, pa v bistvu bolj za jebanci. Ok, super. Ja, pa dostakrat sodeluješ, mislim, da so zmeri v tvoji oddaji tako bolj prepoznani Slovenci? Ja, v bistvu gostim skozi znane Slovence. Super. Pač vse, kar poznam, jih pokličem, pa da ja bi bil, itak so vsi zavaš, ki bo tako za jebancija, pa nekako sem v dobrem odnosu z folkom. Kar je dober. Ja. Ja, se te bomo tudi folkrat. Kazančka te je zelo pohvalil Vlado Pilje. A je, ne? Ja. No, njega tudi še čaka Čorčipova štala. A res? Ja, se zmenjena. Tako da z njemu sem se ful ujela na snemanju videospota Nedosegljiva. Ja. In je, mislim tako, jaz sem študiral, ker glasbi prišel. Ja, sej to, ja, zanimivo si to naredil. In res, študiral sem, kakšen glasbi prišel v temu komadu in naenkrat mi je prišel na misel on, ker se mi zdi, da Slovenija ne spoštuje toliko njegovega glasa, ki ima res najjačji glas v Sloveniji. Vrhunski, ja. Ja, vrhunski glas ima in sam, a veš, vsi mislijo lepi dasa, haha, zebancija gor. Noben pa ne vidi te kvalitete, kaj je on zmožen odpeti, ne. In sem jaz rekel, lej, to res moramo dati skrb in on je zdaj več ne dela kakor lepi dasa, tako da zdaj Vlado Pilje. Ja, zdaj s svojim imenom, ja. Ja, hoče se pač tako izpostaviti, kar jaz mislim, da je ful dober. In lej, ki je on odpel tam, tako prvi track, ki je bil. Stari, to je cool, ne? To je to. To je the best. Ne, majster, daj še enega gremo. In pa je odpel, ki je bil še bolj, ne? In pa on mi je tako odpel 10 trackov, ki so bili čisto različni. Dej Bon Jovi style, pa je odpel Bon Jovi style, veš. Dej funky style, odpel je tako 10 refrenov, ki smo mi pa bili ful v dilemi, pisa, kva bi prišlo zraven. In pa smo dali v bistvu ta prvega, ki ga je to prvo odpel, ne? Ker je bilo pač to je to, tako ker vse je bilo v perfekcijo, veš, nobene napake. Snemali smo Prdagiju, pa po Prdalju smo štimali, rekel, lej, 2 minuti smo rabili za en popoln refren. Ponovadi so tako pevci, veš, pa tle si falil en ton, lej. Gremo še enkrat za tega, ne? Ja, pa njemu je bilo to 1 minuta, pa je bilo narejeno, veš. Pa smo se pa samo še zabavali v studiu. Pa smo pa tudi za ta komad snemali spot in tam je itak svoje ven metal, veš, tako da, res smo se ujeli, nasmejali in sem videl spot, mi je všeč zelo. A je? Ful je dobro narejen. Mogel sem enega taga ljubezenskega narediti. Ja. Komu je to namenjen, če že govorijo o temu? V bistvu je bilo namenjen ženski, ki si jaz želim
tako žensko si je že nikoli. Aha, nobeni tako konkretno. Ne. Pač v tvoji glavi. V moji glavi obstaja ta ženska, tako da sem jo opisal in Lepidasa tudi prišel na snemanje, pa ker je folk videl ta videospot, noben je videl, da je pač vladal, da je to Lepidasa. Vsako, ko rečemo, to je drugače Lepidasa. Ja, da njih, veš. Ker se skriva za unem vsem. Ja, ta stil mu zdaj ful bolj paše. Meni to osebno. Mi je bolj nekako. The best je, the best. Dobro, jaz mislim, da bo še delala. No. Skupaj, aha, zanimiv. Imam še par projektov. Še par projektov imam v glavi, ker itak, le z njemu sva tako se slišva, majstorek, raboš to, raboš to. Se je rekel, da sta se takoj ujela, v prvo. Full fine. No, the best, pa bom začel še s tem stvarmi. Ej, majstor, ja, bila bi malo večje joške, malo biceps, triceps. Sem rekel, ni panike, le tudi to bo spedina. Zdaj, bok sem rekel, le treba bo malo viski stran dati, rekaj, jebi ga. Ja, ne. Raj se bom potrudil, tako da the best. Pa bomo videli, da sem, mislim, piljo čez en let. Ja, definiran ga. Le, mogoče mu bo zdaj všeč, ker ga bom povabil v Čurči Poštalo, ker bo tam trenirala, pa to. Če mu bo všeč, mu jaz nudim itak pol treninge skozi, tako da. Ni panike. Itak si rekel, da si tudi oseben trener, ne? Ja, veliko delam zdaj tako. Pa imaš tako veliko strank, kako naj temu rečem? Ja, v bistvu zdaj imam svoj klub v Kranjski Gori, imamo 2-krat na teden treninge, četrtke, sobote. To je prav moj klub, KBV Samuraj. Na klubu, mislim, na Bledu vodim tudi te skupinske vadbe, kickboksa, pa trening z utežmi v klubu, ki se imenuje Moj klub. Imam tam 2-krat na teden. Od ponedeljka do srede sem pa bolj v Ljubljani, pa imam ta osebna trenerstva. Tukaj so osebna trenerstva ful splačajo. A v Ljubljani? Ja. Kako ti je pa, mislim, ker se tako fura, mislim, daleč imaš še več, ne vem, Kranjska Gora, Ljubljana, Kranjska Gora. Lej, pridem ponedeljek, pa po možnosti tukaj ostanem do srede. A ja, tako. Pa da grem pol nazaj, včasih se tudi pelem, lej. Vse se splača, ja. Imam pa ful tako dobre stranke, vsi so pozitivci, veš, to mi je všeč. Da je v mojem okrogu, da so ljudje, ki pozitivno razmišljajo, pa da se ujamemo, da ni samo na ura odvodaš. Ja, da je ja, vse to, to nikoli. Pa čau, čau. Zmeri smo v takih stikih tako ostali, ker smo vsi sproščeni. To mi je všeč. Tako da delam od ponedeljka do srede v Ljubljani, pa na Gorenjskem. To je to. Kaj pa si kdaj razmišljal, da bi tako naredil kaj tazga s kakšnimi preobrazbami, a veš, da bi res nekoga, ki mu je zelo težko priti do želene postave, da bi ga res ti poskrbel za njega? Ja, to imamo zdaj, to je drugače ful dobra ideja. Enkrat sem to že delal, ker smo imeli neki hujšamo skupaj variante, ampak to ne je bilo več trenerjev. Ampak zdaj se pripravlja ena oddaja taka na protini.si spet in bomo imeli tako, v bistvu en, ki je malo bolj suh, bo ja, kako dobiti maso, pa to, vse to je res. En, ki bo hotel shujšati, ga bomo pač shujšali, tako, kakšna punca bo tudi, tako da se pripravljajo te oddaje, jaz upam, da bo to kmalu. Zanimivo. In folk se ful od tega lahko naučijo, veš, tako, zdaj folk ima ful v glavi, sam jesti ne smem, pa je okej, veš, ko hujšaš, moraš glih 5-krat na dan jesti, veš, pravilne obroke, male obroke. Raj pomena, ne? Pa 5-krat ali kako? Ja, zaradi tega, ker pospešiš prebavo in vse in pač tudi telo rab hranilne snovi. Sam prave pač ne smeš pretiravati z ogljikovimi hidrati, maščobami in tako. Folk pa dela napako in čez cel dan ne je, zvečer pa se... Glihal, da sem ti reči, ja, kakao, mislim, ja, to je pa najhoj po moje. To je pa najhoj in telo shranjuje za hude čase, veš. In to v obliki maščob, ne. To večer, pa pa. To je ta napak. No, zdaj si bova gledala tvoj video spot za vse, tako da potem pa nadaljuje najmen pogovor. Tako da gledajte si. No in to je bil tvoj video spot za vse. Tako da bova malo pokomentirala zdaj o temu, ne? Za vse, vse že v bistvu ime tvojega komada, povej. Za koga, za vse, ne? Ja, za vse. Jaz sem hotel predstaviti v tem videospotu, da vsi smo ljudje, krvaji pod kožo, določeni glumijo, da nekaj imajo, določeni glumijo, da nimajo, veš. Tako je, spremljal sem to hip-hop sceno od leta 2000, mislim, že prej, ko smo v bistvu ko smo skotsko začeli. In ful je bilo tako nesodelovanja, veš, neki disanja, vsi so hoteli biti neki gangsterji. V bistvu je bila to samo ena gluma, vsi so bili močni, veš, zajebani. Jaz sem pa glih hotel predstaviti tisto drugo stran, veš. Gremo se združiti, ker bomo tako več folka zajela, veš. In jaz pa vse rad, veš, nobenega ne obsojam.
Se smo videli v videospotu, je v bistvu bosanska folklora, slovenska. Vse športe sem predstavljal, ker tu hočem biti podpora vsem, vsi se trudijo, vsi delajo po svoje, in nobenega ne smeš obsojati, tudi slabšega od sebe, ne nikoli, božga še manj. Mislim, od vsega se lahko nekaj naučiš, čisto od vsega se lahko nekaj naučiš, od klošarja na cest, ker ga v bistvu noben ne pogleda, ampak od njega se lahko še največ naučiš. To je res, dobro razmišljaš, skoda, ka ne tako vsak na svetu na tem. Ja, lahko te saj nauči, da ne boš pristal na njegovem mestu, pa si mu lahko hvaležen. Tako da nisem hotel to svojo plato, ker sem delal pod Samoraja, ki je šla že kar nekaj časa nazaj. Je bil ta v bistvu eden izmed prvih komadov, ki sem ga naredil in v bistvu jaz sem odraščal s karatejem, z borilnim veščinam in tam sem se naučil enega spoštovanja pa časti in nikoli nisem hotel nekaj glumiti, da sem kar nisem. Ja, da si nekaj ne vem, ja. Ja, in zato sem hotel tudi to svojo plato tako predstaviti, tako razmišljam in pač to bom povedal, čeprav to ni zdaj slovenski stil reperja, zdaj moraš biti zajeban, moraš biti brede, moraš enega ustreliti, enega prefukati in pa si Jack. Jaz pa hočem glih kontra, kva bom jaz to, jaz sem se tepal, pa kva bom zdaj o tem govoril. Mislim, se lahko povem, moje izkušnje lahko morate razložiti, ampak... Vse sem se tepal. Ja, češ, tako da predstavljam tisto, kar res razmišljam, nočem nekaj glumiti, da ima zdaj denar, ki ga res nimam, pa ki moram vsak mesec globoko v žep seči, da plačam vse račune, ki mi prihajajo. Ja, to si realen, hvala Bogu, mislim, res, a veš, tako je. Tako da, to je to, no. Kaj pa v bistvu, ki si prej omenil, pač skupina Kocka, ne? Ti si z njimi, koliko ste vi naredili skupaj takrat, 2 albuma, ne? 2 albuma pa tretji bi šel, ali kako je bilo, skoraj da je že šel. In pol pa si se ti odločil in si kako je bilo? Svoj pot. Jaz sem v bistvu začel svojo potjo, veš. Imel sem ideje za svoj CD, ki se je tičil ful. Sam to si imel že ti ful prej, še prej si bil v skupini, ne? Si že imel svojo. Tako. Sem imel v bistvu že take ideje, da bi pač naredil svoj CD in ko sem pač repal, takrat veš rap, noben je vedel, kaj je to, sploh gor na Gorenskem. Mislim, so vedel malo, ampak ni bilo toliko repa, pa sem mi še Sharks pridružil, ki je bil tudi član Kocke. Sem pridružil in zatem še Zep prišel, Kof, in pa naenkrat nas je bilo 6 komadov in smo začeli ustvarjati svojo muziko, svoje ideje, vsi smo imeli neke ideje, veš, dopolnjevali smo se, in pa je Sharks prišel z idejo, da bodimo Kocka. Kocka, kar nekaj prav. Sem res, zakaj Kocka? 6 nas je bilo, 6 ljudi. In vsi smo bili drugačni med sabo, mislim, smo drugačni. In vsak predstavlja svojo plat in tudi Kocka, enka, dvojka, trojka, do 6. In se mi zdela ful dobra ideja, pa smo začeli tako malo z lokalnimi nastopi, okrog po Kranjskem, gor po Gorenskem. Pa smo nekako prišli do veze, v bistvu, da smo sodelovali z Blackouti, s Stupnijem iz Hrvaške, takrat so bili pa oni že ful uveljavljeni. In takrat je bil to boom, tako na Bledu, in mi smo imeli vsak vikend nastop. A res? Ja, pripeljali smo Nerede iz Toko, Ivano Kindl, Bolesna braća, Edo Majka, vse smo pripeljali. Vabili smo tudi slovenske reperje, Murat pa Džosta takrat tudi uletela. V bistvu mi smo ful hoteli, da se ta slovenska scena razvije, pa kar nekaj vmes je bilo. V bistvu ljudje, ki so z nami sodelovali, sem začel ful obstojati, nimajo pojma, pa to so se zdaj skomercializirali, mislim. Hvala Bogu, da delaš muziko, zato da je bo kdo slišal. To je res, ja. Delam tisto, kar imam rad in če ga to ven, hvala Bogu. In pa se pa nekako, pa ful so narodnjaki prišli takrat, s Kocko smo posneli, 2 albuma smo posneli, prvi je bil Ale Akta Est, drugi pa Gremo naprej in ta Gremo naprej je ful doživel boom, to je bilo res. Še dan, res. Še danes ga poznajo, tako pa folk, veš, kaj vidi na cesto, Kocka. Tako še poznajo iz Kocke. In v bistvu mi nismo šli nikoli na razen, ljudje mislijo, da zdaj ste šli na razen. V bistvu se je začel bolj tisti resen life. Ja, sej to je. Kof je dobil otroka, Peterneli že prej, to je bilo tudi veselo. Vsak je imel tako, pa veš, takrat, ko smo s Kocko delali, smo bili v bistvu srednješolci, veš, brez skrbi, bolite, džoko za vse. Pa se je pa začel malo bolj resen life, službe, družine in mi smo na vezi še zmeraj, veš, in jaz mislim, da bomo sigurno še kdaj tako presenetili. Te udarte, nekaj res, da bomo vsi. Jaz verjamem, da bomo. Ne, fajn ste bili. No, ampak zanimivo je to, da si v bistvu ti edini izmed vseh, pač
iz skupine najbolj, ker si v bistvu, tudi zdaj tebe v bistvu, ful ljudi te še zmeraj jemlje kot kocko, ampak vsi pa kot čorčip, čorčip. A veš, nisi vseeno toliko pod kocko, no, nekako. Jaz sem imel že te ideje napisane že pred kocko, veš, in sem rekel, da v vsakem primeru boš to naredil. Bomo to uresničil, tudi če bi s kocko še delal, bi uresničil, veš. Pa fantje nič ne bi imeli, tako je proti. Ne, vse v bistvu so gostje na moji plati, Peternelji, rečemo, tudi smo ga zavidali, da je pil refrena. Imamo še en komad, ker so vsi gor gostje, ampak smo se pa mogli odločiti, ker sem posnel še 5 komadov več, kot jih je na plati. In smo se mogli odločiti, ker ne grejo gor. In pa smo se nekako odločili, da take smo ga snimali, ne gre gor. Ampak so pa vsi pač tudi pomagali so mi pri snemanju, spodbujali, podpirali vse. No, super. Zdaj si glih odprl to temo, ampak nadaljujejo takoj po oglasih, tako da ostanite z nami, več bo se izvedeli pa, ko se vrnemo nazaj. No, takole, dragi gledalci in gledalke, ogledali smo si tudi celo še tvoj videospot, Nedosegljiva, in tudi oglase se lahko malo pregledali, tako da, Denis, povej mi zdaj malo o tem spotu. Prej sva že pokomentirala v bistvu, že tako na začetku, sva rekla tudi, da vlada tu mačkan besed, in to je zanimiv, ker je tako mačkan drugačen narejen videospot, ne tako kot tipični, ne vem. Ja, na to smo ciljali, veš. Čeprav na začetku smo imeli malo drugačno idejo, da bi pač bila še neka punca, ki bi v bistvu se mi da malo lovila, in pol se to ni išlo, zaradi tega, ker režiser Vladan Janković je mogel v Beograd iti. In pa smo samo posneli sceno v sobi, ki pač pilamo, igramo. V Beogradu je pa on posnel, ne vem, svojo nečakinjo ali nekaj v sorodu sta, ne vem, sem že malo pozabil. On je samo poslal sliko, rekel, lej, stari, to lahko dal posnamemo, sem rekel, posnam. Ki je dal skupaj vse, je bilo res the best, tako da sem rekel, to je to, stari. In v bistvu s Perico sta skupaj zmontirala spot in ja, lej, končni izdelek je čisto dober. Ja, meni je tudi všeč, moram reči. Res vsem je tako, ne vem, kar vsem gre v uho, a veš, tako je mogoče malo drugače, kot smo tebe vajeni, a veš, ti imaš puno bolj... Ful je bilo tako bojevito vse. Ja, ta je pa tako. Se moram zdaj reči, glih, evo, ker so tukaj, v torek snemam nov videospot v tem življenju, ta zadnji spot iz te moje plate. Tako da, ko bo, vam ga pošljem. No dej, mi ga pa zavrtimo. Ja, in je bolj taka izpovedni komad. Sem ti imaš v bistvu na tvoji plati je 14, ali koliko komadov? 14. In vsi so nekako, nič ni tako kar neki, kako naj temu rečemo, vsi so s tvojim življenjem povezani, ne? Tako je, Pa ti tako vse sam pišeš? Ja, tekste pišem sam, v bistvu tudi muziko sam izbiram, pa v bistvu Dagi mi je ful pomagal, ker sem pa njemu snimal vse in mi tudi veliko stvari pa v živo odigral, zdaj pa ne dobite. Tako da, ne moram nekaj govoriti, kar ni res, veš, tako mislim, čuden izpade pola, veš. A pa, vej, ko sem začel snemati plato, sem rekel, lej, vsi so mi rekli, stari, folk več ne posluša te zvrsti, vsi zdaj narodnjake, da naredi kaj na ta stil. Rekel, lej, konc je meni važno, da me je zadovoljen s svojim izdelkom. Če bo folk poslušal, best, če ne bo, pač jebi ga, kvaša. Boš, da naredim en izdelek, ki bom rekel, the best, to sem hotel, kakor pa da enega, ki ga bodo vsi poslušali, pa jaz nam zadovoljen zraven, pa ne bo moj imič, veš. In tako da sem poimenoval plato pač Pot samuraja in ena videoživalka mi je rekla, da bo čez 15 let šele zastopal mojo muziko. Ne, se to je res možno. Jaz tudi verjamem, nisem v to. Zato, ker se vse pol malo vrača. Zdaj so ful in te dance variante, hip-hop, kako je bil prej Pitbull, pa Jennifer Lopez, te variante. To je minljiva, veš? Ja. In tle pa v bistvu sem hotel pač tudi ljudem povedati te izkušnje svojega lifea, ki bi jih ki bi mogoče dal to, da oni ne bi naredili iste napake ali pa nekaj, veš, ampak ljudje se morajo na svoji koži morajo sprobati. Vse takrat se po moje ljudi naučijo, ne? Edino takrat se naučijo. Ampak dobro je, mislim, to imaš dobro narejeno. Tako da ste slišali, v torek snema nov videospot. Tako, jaz upam, da bo pol v roku 2 tednov zunaj. Bomo ga objavili, ja. Ja, upam, Vladan je ful zaposlena, veš, on snema ful v Srbiji pa to. In že en mesec se loviva, kdaj ga bo snemala, čeprav smo posneli spot že en let nazaj. Tukaj v Ljubljani in
Po izgubil vse posnetke, nekaj sem v disk pokvaril, tako da zdaj še enkrat snemam. Oh moj bog, a res? Ampak se pravi, vsi smo mi sproščeni ljudje, veš, pač ni bilo neki panike, stari program, bo še enkrat snemal. Ja, no, skaj težko. To je kul. Kaj ni bi znal zamoriti? Ja. A veš, taki ljudje se še vse rezultat bi bil isti, spod bi bil še zmeraj izgubljen. Tu, če se razpizdiš, pa razbiješ nekaj, spod bi bil še zmeraj izgubljen. Ja, ne moreš ga vrniti nazaj. Ja, mi smo rekli, da še enkrat bomo snemali in všeč mi je, da bomo še enkrat snemali, ker sem pač nadgradil ene ideje, ki jih imam in jih bomo tudi posnemali, tako da upam, da bo dobro ratalo to. No, vidiš. Vse z dobrim namenom, mislim, da se je to zgodilo. Ja. Kako pa kdaj pa pride tisti trenutek pri tebi, ko začutiš to, ne vem, in vse svoje čustva zliješ na papir? Začneš pisati, kako je to s tem, kako gre to pri tebi? Kako je, ponovadi je zmeri tako, kakšna stvar, ki se ti zgodi, ali pa več časa tako, zdaj si telefon pišem, ker imam napreden telefon. Prej sem vse pisal na list, občasno nazaj, ampak tako, ker imam čas, dobim neko idejo in jo moram takoj zapisati na papir, ker je lahko tako izgubljena, ker v tistem trenutku začutiš pač, ne vem, ljubezen ali pa jezo do enega ali pa nekaj, kar se ti zgodilo in moraš hitro napisati v rimah ali pa pač samo idejo, da pač to izpolniš. In takoj, ko jaz pogledam pač na papir, se spomnim, v čem je bila stvar. In iz tega pa nastajajo komadi, včasih kaj združim, tako da pa še vmes se pa spomniš, a veš, hočeš kaj opisati, in moraš samo začutiti to. Ja, se to, ja. Se nedosegljivo, mislim, vsi komadi so v bistvu narejeni na ta način. Na več ali manj isti princip, ne? Ja. Tako da nedosegljiva v bistvu... Izpovedni komadi. Ja, izpovedni. Ta v tem življenju, ki ga bomo snemali v torek, se mi zdi najbolj izpoveden tako na celi plači. A je pa čisto tvojemu življenju? Ja, v bistvu začne se z osnovno šolo, pa konča in tudi na... Odkar pomembno, sem malo opisal te trenutke, kako je bilo pač v družini, ni bilo vse lepo. Kaj sem se naučil od tega, pa skotsko tudi opisujem zadeve z ženskami, pač, ker so se zgodile določene stvari. Pač z vsem, to, kar je bilo borilne veščine, kaj so mi prinesle borilne veščine. Tak izpovedan komad je povem tudi dosti stvari, ki jih prej nisem hotel nobenemu tako povedati, da jih ne bi prizadel. Ampak pač, kaj sem opisal, kdor me bo zastopal, moj bo, kdor pa ne. To je sam kriv, ja. Ja, tako nekako. Se te bojo, se te bojo. Upajmo. Itak imaš veliko oboževalcev. In oboževalk seveda, a ne? Upam, no. Ja, nekaj jih je, no. Sej, jaz sem jim ful hvaležen, tako, ker spremljam pač na Facebooku, pa tako. Jaz vsakmu res odpišem, ko imam čas, jaz vsakmu odpišem. A res? Da se ti da? Ja, sam ponovadi to traja tudi tako mesec do dva, da grem jaz pogledati v inbox, pa tako, pa enemu odpišem, enemu ne sicer, koliko imam pač možnost, ampak zmeri pregledam nazaj, pa odpišem, pač se opravičam. Malo je trajalo, ampak veliko vas je, ne? Tako da, tako kot so prej govorila v spotu za vse, veš, meni je vsak človek isti. A je predsednik države ali pa je tam, jaz bom oba isto gledal. Kar je ful dober. To je res ful fajn. En več, en manj, ne vem, manj vreden. A veš, v vsakem primeru je pač samo človek, ki prdne smrdi, ki ga podaraš, pa boli. Ja, tako je. Pač ljudje pa ful bolj respektirajo, veš, ne vem, ljudje na položajih, veš. Zakaj? Zato, ker ima ful denarja, kaj mislim, ne. Ja, kaj veš. A veš, zdaj pa misliš, ti imaš ful denarja, moj prijatelj, da beste, ti pa nesem kavico, pa mislim, ne vem, če bo ta oseba slaba do mene, bom še slabši do njega, a veš. Če pa dober do mene, pa bom pa še več dal, to je lahko, glih v zadnjih smo se pogovarjali, imam prijatelje, ki bi res dal roko v ogenj za njih. Veš, mislim, imam tudi brata, ampak mislim, da je tudi ful v redu moj brat. Ampak če bi bil moj brat, ne vem, en debil, tam kreten, ki ga ne bi mogel prenašati, jaz bi se prej bi lahko brata pospravil, pa se potegnil za svoje kolege, ki zame dajo roko v ogenj. Točno to, ja. In sploh ne gledam na to neki, to je tvoja kri, to je, veš, stari, če se ne zna en do mene obnašati normalno, tako do človeka, pa jaz tudi, veš, tako da, če bi tako ljudje gledali, mogoče ne bi do vojn prišlo. Res je. Pa ful je bilo vse lepšno, res. Pis pa to. Ja, no, zato ker vera je nastala zato, da bi ljudje v nekaj verovala, na koncu pa ponesla v bistvu vojne. Več kot kar. Ampak ljudje se ne zavedajo, da je to zaradi dveh, treh ljudi. Ki vplivajo na vse, tako. In pa se narod pobija. Med sabo. Mislim, glupost. Čist. Sam to ne morem ljudem dopovedati. Dobro povedan, res. Res, tako da upam, da ste si to, mislim, da so dobro poslušali
tvoje besede. Tako da, no, mi da se bomo pa zdaj ogledala še en videospot, Fitnesser, in mi se vrnemo takoj po tem videospotu. Pozorno si ga gledajte. No in za nami je še en Denisov videospot. Tako da po moje ste si napasli oči, a ne? Kam mi dva sva si? Sva. A ne, sva. Tako da, daj povej, daj malo razlož zdaj v bistvu, kaj dejansko govori, pač o čem govori ta komad. Ker dosti ljudi, ne vem, si predstavlja to čisto na nek drug način, sam, da se pač kaže mišice, pa bejbe, pa to, zdaj pa ti kar povej. Ja, ful folka je to dojel tako, veš, zdaj se morajo oni neki kleš opirati, pa kar neki proteini, pa mišice, pa dol. Ampak fora je to, da smo mi hoteli, v bistvu, ko sem pisal komad, sem hotel folku povedati, da če hočeš imeti mišice, da to ni enomesečna kura pred poletjem, imaš ko vsi pred poletjem mesec, dva, prej grejo v fitness, pa razfokavajo kvihte tam in pa na more in hoče biti lepi, veš, to... Ne gre tako zlepa. Ja, ker se s fitnessom ukvarjaš, to je disciplina, ta prava prehrana, spanje, trening skozi, in pa sem se v bistvu malo ponočval z teh ljudi, ki veš, en mesec pred morjem vsega malo nabildajo, pa grejo vsi. Na morju ga pijejo, veš, pa pride nazaj še bolj suhi, kot so bili, veš, še manj v formi. Tako da v bistvu na to je šel ta fitnesser, ampak bolj na tak smišljen način. In valjda sem not uporabil izdelke, ki se pač rabijo za to, proteini, BCA-jke. Tako da, tukaj so mi ful pomagali proteini.si, drugače sploh ne bi se mogel tega projekta lotiti. A res? Ja, tako da res vsakem čast. Mislim, se mi posod pomaga že od samega začetka, veš. Ampak tako, tisti določeni, ki so pa pač dojeli spot, pa fora na tega, pa ki se malo spoznajo na to, veš, pač, kva je arginin, kva je kreatin, kdaj ga moraš vzevati to, kako moraš trenirati, le tisti tako, doskrat me kliknejo tako na Facebooku, pa kaj pošljajo, je hud komad. Še danes, veš, pa je komad že skoraj 2 leti star, veš. Ja, ful gre hiter cajt, koliko je že 2 leti, ful dober. Kaj bi pa naprimer svetoval tem, ki se začenjajo s tem ukvarjati, naprimer, da začnejo zdaj hoditi na fitness? Tukaj še nasvetek, ki po mojem te zdaj ful pozorno poslušajo. Prvi nasvet je to, da naj si to vzamejo kot življenjski stil. Se pravi, ko se začnejo prehranjevati, ni to tako, zdaj pa 2 meseca dobro jedo, pa kul. Ko boš nehal dobro jesti, bojo tudi rezultati šli. Pa ko boš nehal dobro trenirati. Tako da vsak, ki se hoče enega lotiti, v štartu že se zaveda, da če bo hotel ohranjati tak telo, da bo to mogel delati do konca življenja, če bo hotel do konca življenja biti v formi. In naj si to vzame kot življenjski stil. Jaz sem si to vzel. Jaz takoj, ko sem začel s tem trenirati, prej sem ful karate, pa to pa sem bil tudi ful suha, še sem imel 70 kg. V 8 letih sem prišel na 95. Ampak res tako, disciplina, ampak v začetku sem si že rekel, to hočem in točno vem, mislim, sem se učil od ljudi, sem vedel, to je disciplina, se pravi hrana 8-krat na dan, tudi včasih, veš. Veliko mesa, veliko tega, veliko denarja bo šlo, veliko odrekanja. Vse je to od denarja, tudi ne? Pa ko si omenil spanje. Ja, spad, da se regeneriraš. A to sploh nisem vedela, res ne. Je takrat, ko spiš, se v bistvu mišica regenerira, pa razvija, pa tako. Poučna oddaja. Če nekaj manjka, ne bo rezultat dober. Tako da, in ker sem se to pač vzel kot življenjski stil, mi ni več težko, ne vem, ful pojesti porana, pa veš, že v ritualu imam, danes zdaj moramo vzeti proteine, treniram tako pa tako, veš, ni mi treba več razmišljati. Na začetku sem mogel ful razmišljati, 100 gramov pšanca ima 20 beljakovin, se pravi, moram pojesti 200 gramov, in pa sem pol ure porabil za to, da sem jaz vse izračunal, koliko moram kjerga pojesti. Zdaj že vse vem, lepo, opazuješ svoj telo. In pa si zadovoljen, ko vidiš ta končni rezultat. Ja, mislim, pa vzdrževati ga moraš. Rečemo zdaj, jaz, ki sem se ukvarjal s fitnessom... To je težko, to je res težko. Jaz, ki sem se ukvarjal s fitnessom, sem ful hitro prišel na veliko kila, veš, tako, dosti hitro mi je mišična masa rasta, pa sem, mislim, ker sem zdravo delal še borilne veščine, pa to, kar sem pa povabil na MFC, sem zelo veliko pač kardio treningov delal, veliko sparingov, kickboksa, muay thai, in to mišice kar grejo, veš, to kar, če ne ješ, to kar gre. Dobiš sicer kondicijo, pa kilo so šle pa kar dol. Tako da moram imeti pa zdaj posebne dodatke zraven, da mi ne skur mišic pa to. In moram še več jesti, še več dodatkov zdaj imati. No, zakaj si omenil VFC, ne?
Ti si se pač v bistvu prvič, ne vem, šel na oder, da se prav boriš z nekom. Koliko je bilo to, 3 leta nazaj, ne? 2 leti sem. 2 leti, ok. Kako ti je bilo takrat? Kako si sploh ti prišel do tega, da boš zdaj rekel, evo, zdaj grem pa jaz, ne vem. Jaz sem si tako cel življenje ukvarjal z borilnim veščinami. Ja, to je tako. Ljubitelj športa, to vemo, zate, ja. Ampak tekmoval sem že v karatelju, kar je sicer totalno drugače kot pač K1. Bil sem tudi državni prvak pa to in meni ni strah probati neke nove izzive. Meni je Zlatko povabil, jaz sem rekel, da grem, stari. Sem se ful pripravljal pa to, ampak nisem vedel, kako izgleda. In prvi fight, ki je bil v drugi rundi, jaz nisem dobil nobenega udarca, tako da bi jaz spadal. Ampak jaz sem bil toliko zmatran, jaz sem kar nekaj mahal, veš. Iz krateja mi je še vse vam prišlo, ker sem delal v bistvu mehke udarce, hitre pa 100 udarcev, namesto da bi čakal na enega močnega. Ja, drugače. In jaz sem začel tam mahati gor, jaz sem se čisto zmatral, kar padal sem. V bistvu ena ful dobra izkušnja in sem vesel, da se je tako končalo. Zato, ker sem se ful več naučil, kot če bi rečemo zmagal. In drug pa tretji fight, pa četrti fight je bila že čisto drugačna zgodba. Točno sem vedel, ker sem šel v ring, moram malo počakati in ko bo kle, ga močno bom udaril in se je tudi to zgodilo. Postavil sem v bistvu poseben rekord, takrat po mojem tudi je bilo na tem turnirju, da je bilo najhitrejši noka. Najhitreje, ja, to je. In to je to, veš, pa se pa zmeri na novo učiš, veš, pa sem, rečemo, ta četrti fight z Veličevičem sem ful naredil napako, ker sem delal 100 stvari, ti se moraš pred fightom ful umiriti. Se pravi, mesec pred fightom treniraš, drugih stvari ni. Samo fight. To, treningi, spad, trening, spad, to. Jaz sem pa delal, pred fightom. Se pravi, lahko delaš druge stvari, ampak ko vzdržuješ pač neko kondicijo, pa to. In pred tem fightom sem jaz delal še tako, pa tega osebno trenerstva, ker mi pač ful denarja primanjkovalo, mogel sem na račune plačati in ful sem delal zdravo. Snemal, delal, treniral, malo manj spal, glih tam nekako jedel. In ker sem jaz prišel na fight, jaz sem že kle, treba začeti. Dobim 2 močna udarca, bam, začnem nekaj delati in takrat mi kar rama ven vrgala. Zaradi te regeneracije, ker ni bila ta prava. Kar rama je bila ven, jaz pa nisem vedel, kaj se dogaja. Ampak tudi super izkušnja, ne bom te napake več ponovil. Kako je bilo to pa še ta poškodba, kako si se soočil z vsem tem, veš? Ker pa si mogel po moje počivati, pa ne vem kva vse. Ja, tako je bilo, ja. V bistvu, ko sem dobil poškodbo, sem šel pa v klinični center, sem tam hotel naravnati. Ja, 3 fante so me vlekli vsako svojo smer, v bistvu nisem mogel naravnati. Pa je prišel en mojster, ki je imel v bistvu tako 10 minut neki matro, tam pa me zraven sprašal in pa me rama skočila nazaj. Pa tako 3 tedne sem imel v bistvu roko tako. In ker sem imel roko tako v longeti, ker nisem smel premikati, sem rekel, najbrž sem to rabil. Da se malo umiriš. Da se malo umirim, da se mi telo regenerira. To, ker sem na longeto dol, sem že započasno začel s treningi, fizioterapijo sem vmes delal. Jaz sem bil ful spočit. Jaz sem šel na novo v treninge, pizam 100%, 3-krat bolj zagnan. Zakon, veš, in to bi mogel narediti že prej, veš, saj en teden si vzeti malo pauze, jaz tega nisem znal, veš. Tako si bil zagnan po moje, veš, sploh nisi hotel imeti tega počitka, ne? Ja, pa ti tudi kvaliteta pada, veš, in to sem se naučil in sem rekel, nikoli več ne gremo v fight tako, da bom kar preletel, res, 2 meseca prej, vzeti sam za to in to je to. In takrat pa lahko daš vse od sebe, veš, pa tudi rečeš si, veš, tudi če zgubiš si rečeš, pizdo, vse sem dal od sebe, moram spremeniti to pa to. Kako pa kako sprejemaš poraz, če je? Poraz, meni sploh ni važna zmaga ali pa poraz. Važno je tisto modrost, ki odneseš, da nadaljuješ naprej, pa da se izboljšaš. Pa da svoje pač te borce, ki jih imam, da jih učim, da njim ni treba po isti poti iti, veš. Jaz sem mogel iti po poti, pa sem videl, ni ta prava, pa sem šel nazaj, pa sem šel po ta pravi poti, rečemo. In jaz to svoje borce... Znal si se vrniti na ta pravo pot. A veš, kaj pa te svoje borce, ki imam, hočem takoj spraviti na pravo pot. Mene to noben ni mogel, veš, ker nisem imel nobenega, pač, da mi to pokazal. Pa sem tudi vmes, mislim, za nobeno stvar mi ni žal. Jaz tudi vem, zakaj sem zgubil, vem, zakaj sem zmagal. V bistvu pa ni nepremagljivega človeka. Vsak dobi in moraš imeti poraze za to, da pol ceniš zmago. Vse to je v vsaki stvari tako. Vsega, kar se so paci in usponi. Tako je, to mora biti.
In potem sem spoznal tudi tega legendarnega trenerja. Ja, glih, sem ti Lucien reči. Cardena. Takrat, ko si šel ti v bistvu prvič, ko si se pripravljal na ta fight, si šel na Nizozemsko. Na Nizozemsko, ja. Koliko cajta si bil pa tam? V bistvu 10 dni. 10 dni. Okay. V bistvu bilo je malo prepozno, zaradi tega, ker sem se vrnil, je bil že takoj fight, veš, čez en teden je bil že takoj fight. In jaz sem bil tudi zmatran od teh treningov gor. Posebej tako nekaj novo. Čisto vse natemperano, vse, valjda, ja. In tam si spoznal na tega svetovnega, kaj je, trenerja? On je naredil 35 svetovnih prvakov. Medtem je treniral Alistair Overeema, Tyrone Sponga, same take imena, ki so danes uveljavljena. Fedor Emelianenko k njemu prišel trenirati pred fightom s Krokopom. In ful so se ujela z njim, veš. On je tako izkužil, on je tako je rekel, veš, da vidi energijo neko. In pol je prišel tudi do mene, ker smo pač film predvajali, ki ima tudi svoj dokumentarc, The Way of the Samurai, in pač tudi Lucien je pač noter. In sem ga povabil na premiero in so tudi spet trenirala malo pred VFC-jem. Kako pa v bistvu kako sva prišla v kontakt? V bistvu VFC je organiziral seminar, ker smo pač vsi borci prišli tja. Jaz sem njega videl tako. Ja, pravno kaj, ja, se to je. In potem sem se postavil v vrsto, postavili smo se v vrsto, bilo nas je nek 50 komadov, 55. In ta prva stvar, ki je bila, je on rekel, it's all about respect. Veš. In takrat sem jaz sam tako pogledal, in sem sam rekel, lej, to je to. To je to. In potem so zborom so takrat delala skupaj v paru, skozi se prihajajo do naju, veš, pa tako, okej, skozi si bil pri mene, veš. In potem me še nekaj povabil, pejt sem, boš pokazal gor dol. In pa je imel še neki intervju in mi je omenil noter, da bi lahko bil kot Mike Tyson. To pa je. Ja, ful je bilo tako, nisem sploh spremljal vsega. In na koncu, ko sem se mu šel zahvaliti, sem se mu ful zahvalil pač za znanje, ki ga je delil z nami, je rekel, se se kmalu vidva. Prav, najbolj kmalu v Sloveniji. V bistvu sem bil pa jaz pa čez 2 meseca pri njemu. In ko je odprl vrata, je rekel, I told you I will see you again. Ja, in potem je povedal, da je malo jasno viden pa to, veš, in tako ful vid auro človeka. To so taki posebni momenti, ki jih ne morem zdaj razložiti. To je, ja. In v bistvu sploh mi ni, veš, ki je prišel, da bi mi dal roko, on je mene objel, ko sem prišel, pa v drugo so se v življenju videla. In take stvari mi povedal, pa je prišel k meni v Kranjsko goro. Tam so trenirala 3-4 dni skupaj, so trenirala, pri meni je spal vse. Lej, to so veš, pokazal sem v tam gore, tip, kako je, ja, ti ful je slikal. In pa je prišel, veš, on ima tudi ful svojih borcev na Nizozemskem. In ko je šel, jaz sam pošljam en message, pač da ga pozdravljam pa to. In on meni pošlje, da je trenutno v Rusiji. In da sem zelo spiritualna oseba, da gleda slike, ki so bile skupaj v Kranjsgor in da v tem trenutku sem mu poslal message. A res, kaj da mi vedno? Tako je very spiritual, veš, tako je, ker the best. Ful sem nakonektana, veš. Prav čutim včasih, kdaj bom me kontaktiral. Ali pa on tudi ve, da kdaj bom jaz kontaktiral njega. Pa imate to neko vezo, veš, posebno, po moje, no? Ful fajn. No, omenil so ti tvoj dokumentarni film, več o tem pa po oglasih. No, takole smo že nazaj, dobrodošli nazaj. No, midva pa nadaljujeva. Ostala sva pri tvojemu dokumentarnemu filmu, ki si ga ti posnel. Povej mi, kako si prišel sploh na idejo, da se še tega projekta lotiš? Veš, to je po moje gre za nek bolj velik projekt, no? Nisem jaz prišel na to idejo. Ja, okej. V bistvu na to idejo so prišli fantje iz Singing Guy Productiona, Bojan Dovrtel, Aleksandar Lavrini pa Klemen Razinger. Vsak ima ena funkcija, pač z Bojanom smo že snemali prej spot za Majo, ta v Easy. V Easy, ja, ki si noter, valjda. Ja, in je Bojan prišel do mene in rekel, stari, lej mi je eno idejo, da bi v te posneli en dokumentarc. Jaz tako, best, cool. Jaz sem se tako predstavljal, da je to 10 minut dokumentarc ali pa 15, ali 20 na Facebook, ki ga bomo obesali. In pa je v bistvu prišel Aleksandar Lavrini, ki je psiholog in me je tako intervjujal in je ful brskal v mene noter. Jaz sem se pa prepustil, veš, jaz sem fantom zaupal, Klemen Razinger je bil pa fotografa. In pa oni mene pokličajo tako, stari, dej, veš pa, dobili smo enega sponzorja, ki nam je posodil te fotoaparate, pa bi nekaj posneli eno sceno, pa šti malo s Katano delal. Ok, jaz pridem, malo s Katano delam, malo posnamejo.
V bistvu vmes se je pa že dokumentarc snimal. Prišli so na moje treninge posnet, Luciana so snemali, seminar so prišli tudi posnet, z mano so šli na Nizozemsk, intervjuvali so fotra, prijatelje. Ampak jaz nič nisem vedel. Jaz sem samo vedel, včasih nisem vedel, ker smo bili skrb, da me snemajo, a veš. In potem je tako, naredili smo teaser, boš prišel pogledati. Jaz tako, ja, da best, pridem, vkle so bili v Ljubljani, jaz vidim un teaser, jaz tako, fuck, stari, a veš, prav čustva so me res jaz tako, star, fuck, to je top pizdarija, veš. Oni tako, ja, stari, to bo 90-minutno film, jaz tako, 90-minutno film, kam pa bomo to dali na Facebooku, oni tako, bo šlo to na Facebook, to bo šlo na filmske festivale, pa to, veš. Se je osvojil na Hrvaškem festivalu. Ta film pa je dobil nagrado za najbolj po izboru občinstva. In tako, jaz v bistvu filma nisem videl do trenutka, dokler ga niso vsi ostali videli, ker smo imeli pač v Ljubljani predstavitev. Ker je bilo v bistvu samo za izbrane, zato ker pač film se ne sme predvajati, tistega na filmske festivale se ne sme prej predvajati. A to govori o premieri, kaj je bila? O premieri, ja. In jaz takrat še nisem filma videl. Jaz sem ga videl z vsem ostalim, ki so ga gledali. In ko sem gledal film, tako sem na koncu zjokal, ker so fantje to tako naredili, da sem jaz doživel vse, kar se je dogajalo. Ja, takrat si spustil vsak. Fuck. V glavnem, to je bilo ful čustveno. Ne, ful dobro, Pa sem pa še v Kranjsku naredili premiero za ljudi, ki so sodelovali, pa to, takrat je tudi Lucian pa je prišel, malo pred decembrskim UFC-jem je bilo to. In so še trenirali skupaj in Lucian se gleda, noter ima res dobro vlogo, tako da best. Dobro, res. In potem so že prišle kritike, kva ima ta človek, neki dokumentarca, veš. To se sploh ne oziraš na to, to je fušija, druge ni. Ja, itak. Čist prav, da si kaj tazga naredil, ne? Ja, v bistvu jaz sploh nisem imel te ideje, imel so fante in potem sem res tako razmišljal, da ljudje dobijo pri 70 letih svoj dokumentarc, ko so res nekaj doživeli. Jaz ga imam kle pred 30-ih, veš, what the fuck. In res nisem mogel to prvo sploh dojemati, ampak dokumentarc je res rdeča nita, veš, tako priprave na prvi profesionalni fight, pa kako se treba odrekati, pa tako res, jaz upam, da bo ta dokumentarc čim prej šel ven. Zdaj prijavljen še na nekaj festivalov, zdi se mi, da tudi Kalifornija, Tajska, Nemčija. A res? Prav tako ciljate? Zdaj, prijavili so ga, zdaj pa tako, če bomo povabljeni gremo, pa upam, da bo, ne vem, širša publika videla. Jaz tudi upam, res. Ne zato, ker je moj film, ampak fantje so zdaj naredili isto film za Plestenjaka. Aha, a ta njegov, a da nekaj, super. Plestenjak je videl ta film moj in je rekel pač fantom, da bi tudi za njega naredili. Tako da res, obvladajo vsak svojo profesijo, veš, Bojan na kameri, vsak ima pač... Rastura, ja, Kleman je fotograf, take fotke dela, da nič ni jasen. Laurini pa psiholog, pa še on je mene sprašoval intervju in to, ki v mene noter šel, da sem se čistim odprl. In pa, ko gledam film, sem rekel, da cela Slovenija ve, da veš, kva je bilo, pa doma, pa s fotrem, pa vse, veš, ker sem se mu toliko odprl. Ampak, the best, se nimam več za skrivati. Ja, lahko se bo kdo poistovetil s tabo, tako, ne? A veš, kar je ful dober. Kaj pa pravijo, ne vem, tvoje, mislim, mami pa te tvoji ožji prijatelji, pa to, kako so se oni odzvali na ta filmček? Ja, Mat je itak jokala tam. Ja, ful dober. Spuščala solze. Ja, okej. Foter je bil ganjen sicer, veš, samo noče tega pokazati. Ja, to so ponosni, a veš, ja, da novo. Lucian je zraven mene sedel, veš, tudi gledal, je odmiral od smeha, ker je on je par takih prebil. Tako da tudi, res, to mi ful je čustven film, no. In se mi zdi, da to prav zaradi tega, ker nismo nekaj planirali. Zdaj bomo posneli to. Pa ni nezaigran, ampak je realno. Nič ni zaigran, ja. In so samo intervjuji, pa pač iz seki, pač iz fajta, iz seminarjev, iz ljudi, ki govorijo, pa pač v te življenjske zgodbe. Vse, kar so posneli, je res izpadalo tako iskreno. Mislim, vse tako, kakor pač je, veš. In vse se je sprot dogajalo, veš. Mi snimamo dokumentarc, je prišla možnost, da grem do Luciana, veš. Fak, da gremo s tabo, to moramo posneti. Je vse to, ker se kar vse ti nekako odprl. Vse se je odprl, tako res. Nismo vedeli, kako bo film izgledal, veš, ni bil neki scenarij napisan, veš, ampak je vse spročilo, tako da to so po mojem... Časovno imaš ti po mojem toliko natemperan urnik, res. Ja, kar vse imaš, ko mislim, res zanimivo. Ti imaš v bistvu 4 videospote, ne?
Ja, in Svoje. Svoje pač te tvoje plate. In ta Čas in spoštovanje, ne? O tem lahko tudi malo poveš, ker si pač sodeloval zelo, zelo znano skupino, kar povej. Z Outlawsi. Ja. To je bila pa Ker ga tudi lahko taka povežemo s zgodba Tupakom, zase, ne? veš. Ja. Kako? S Tupakom ga lahko povežemo, ja. Outlaws je bila skupina od Tupaka. Mislim, Tupak je ustvaril to skupino. In jaz Tupaka poslušam že... Hotel sem te vprašati, od 14 leta. V glavnem, on je bil en drug fotor, veš. Jaz sem se po njegovih tekstih ravnal tudi v srednji šoli, ko sem imel štale. Sem dal od njega komad gor, pa sem šel, ok, to bom naredil. Veš, res, to mi je kot en vzgojitelj. In jaz sem skozi nekako od njih razmišljal, da oni pa kar nekaj med treningom, pa jaz se med treningom nikoli ne oglašam. Ok, med treningi fitnessa ja, ker imaš tam pauze pa to, ampak med treningi kickboksa jaz odstranjam telefon in takrat se ne javljam. Odklopljen si, ne? Ja. Ampak mi začnemo s treningom, jaz slišim zvoni telefon, jaz tako, daj, grem se javiti. Okay. Ampak tako je ena sila, veš, grem se javiti, pa tako, ko sem se že javil, sem rekel, kaj se jaz zdaj javljam na telefon, pa vidim, kar je ena cifra, se jaz javim, pravim, ja, pa v angleščini, hello, this is manager of Outlaws, nekaj gor dol, pa je tako, daj ne sedim in zdaj, kaj treniram, da nimam cajta, ajde, čau. In se odložim, čez 10 sekund spet, veš, jaz tako pogledam, spet je načuna cifra, jaz tako, kaj je to, se oglasim pa tako, sorry, I don't understand, ni vedel, kaj sem rekel, pa sem rekel, kdo je to, prav, Joe Annan, manager Outlawsov, jaz tako to prvo. Ker ti sploh ni jasen, po moje. Pa tako, ok, say again, on tako pove, jaz tako, what the fuck, pa on me začne razlagati, da je slišal, da sem full fan Tupakov, pa to, veš, in celo mojo zgodbo povedal, ker ne vem, kako je izvedel. V bistvu sem pa izvedel, Spinsen, reper, ki je tukaj v Sloveniji, je bil po turneji v Nemčiji, pa Američani drugače, pa v Švici, pa posod je bil po enih turnejah in se je z Outlawsi srečal, in je pač omenil mene, pa mislim, s tem menedžerjem se je srečal in je povedal celo zgodbo. In tip mi pravi, čez 2 tedna prihajajo Outlawsi, končujejo turnejo v Italiji, lahko bi se ustavili v Sloveniji. Jaz kar. Ja, itak stari, jaz brez denarja, veš, pa jaz kar, ja, itak, prav zmenjeno stari. Jaz sem, kredit sem šel zigant, si ni važen. Ja, sam da bo, ne? Sam da bo, in oni so prišli, v bistvu, prišli so za ston, spot smo posneli, ker so imeli s sabo režiserja, ki je že snemal za Eminema, pa za Dalunic, pa Coolio, pa z vsem je že nekaj sodeloval. In njega so imeli oni s sabo na turneji, ker je celo turnejo snimal. In pa rekel, lej, za 1000 evrov ti naredim spot. Jaz kako? Klele v Sloveniji dajem 2-3 pi, da veš, Jurje. Tako je to. Jaz kako, the best. In mi smo to posneli, ampak kaj pa še najhuje. To jaz verjamem v angele, pa v Boga, pa v zakon privlačnosti. Prišli so na Tupakov rojstni dan. 16.6. V studio smo šli, tip je še zlival na tla, Hennessy pa rekel, da je za Tupaka pač. Daj nehaj. Ja, mislim, tako res In ste še v komadu rečem v bistvu, da je Tupak meni poslal daril za njegov rojstni dan mene. To je res ko smešno, na Tupakov rojstni dan, ker meni Tupak je le drug fotor. Če je nekaj rekel čez Tupaka, jaz meni ga obuj, jaz sem ga pripravljen ubijati za to. In tako jaz sem mislil, da sanjam, da to sploh ni res. To sploh ni realno, vse to. Jaz sem bil v bistvu en teden pri meni v Kranjski Gori, v hotelu Kompas so spali. Resno? Takrat sem se z direktorjem ful dobro zmenil, res the best, sem išel ful na roko. Posneli smo video spot, naredili komad in še zdaj smo na viziji. Daj nekaj. A nisi naredil slovensko in angleško različico, ne? Ja. V bistvu mi je ta Young Noble mi pisal, da bi rad enkrat prišel na kakšen moj fight. Pa rekel, I could rap, man, I could rap. When you go to the ring, I could rap. I will bring my niggas with me. Ok, stari, ni panike, muzika. Ampak tako, res sem kar fak, ne moš to verjetno, ko so mi bili nek vzor, pa so pa kar kle zraven mene. Jaz sem tako, pa so šli, sem se malo ščipal. A je to res, a ne? Ja, a res, da sem zbudil, kva bo? Res the best. Kako so bili pa pol oni, ko ste se v bistvu spoznali, pa to, kako so bili zadovoljni s tabo? The best. Oni so še dali intervju, tako ta EDI, v bistvu, ki je bil ful s Tupakom. Je rekel, da v bistvu ga malo spominjam na njega. Je rekel, a daj nehaj. Ja, je rekel, you kind of look like Tupac, but you're white. Mi smo pa eno sceno, fuck, to moram povedati, v studiu. Jaz sem bil v studiu, oni so sedeli na kavču in poslušali, ko sem jaz repal refrene. In pa tako, Dagi me vpraša po majku, kje pa je Zep, jaz ne imam niga.
Pa tako pa Young Noble njemu, he's talking about niggas. Ojoj. In pa tako pride moj menedžer. Pride v kje vsa prav, stari, daj pazi, kaj govoriš. Stari rekel si nigar, jaz tako nisem rekel. Ja, si. Jaz tako, fuck, in pa grem kaj do Outlawsa, pa pravim, lej, to je v bistvu beseda slovenska za, da pač ni klepo. No problem, man nigga, veš, tako ne. Ful so tako bolj sproščeni, niso neki, veš, da bi bili zafrustrirani glede tega, veš. Sicer spot je malo bolj slabša kvaliteta, zaradi tega, ker smo imeli neke probleme, režiser je šel pa v Kalifornijo in je HD posnetke pustil ne vem kva. Tako da ni HD. Ja, tako da ni HD, da ima slabša kvaliteta. Mečkam slabša kvaliteta, samo vsem. Vsem. Videli boste. Zdaj ga lahko kar napoveš, kaj že omenjaš. To je kamera može. V glavnem, ugledajte si Honor and Respect, skupino Outlaws, Rastor. To je to. Honor and Respect, ne? Točno to. Zelo, res zakon. Čast in spoštovanje. Ja, tako. Se to je v bistvu edine vrednote, ki jih ne moreš kupiti. Pa ljubezni. Tudi ne, ja, se strinjam. Ful fajno, res ful zanimiva stvar, ker se ti je to zgodilo v življenju. Res, kar kar gledaš, kar nehi, ja, veš. Ja, še sam nisem dojel, veš, res. Ja. What the fuck. Zakaj si se lotil slovenske različice? V bistvu je bila ta prva narejena slovenska različica. Pa v bistvu čas je spoštovanje tako. Ja. Pa ko so pa Outlawsi prišli v studio, pa tako šel sem bica, jaz jim pokažem, pa on je tako, veš. In je bil to, pa sem rekel, naredimo še angleško različico, Honor and Respect, in to je bilo to. Sicer zdaj pa so pa šle zgodbice ven. Itek ima full cash, tip na fotor mu je dal cash, da je plačal Outlawse, pa da smo zdaj komad naredili. In on tip govori, kao, da so oni z njemu hotel delati. Ja, kao. Je zgodba čisto drugačna. In glavno je, da zase veš. Točno to, da ti veš, kaj je res, ja. Tako da... Zlobni jeziki bojo zmerno, žalost. To je Slovenija. To se najbolj klepo zna v Sloveniji. Nikjer drugjet, folk drži skup. Poglej Hrvaško, so največji nacionalisti, ampak držijo skup. Držijo skup, vsem. Ja, po nas pa žal, ne vem, prej bi te spotaknil, ja. Sosed ima zetorje, zdaj jim pa še jaz skupil, če ga pa nam on pa gume spustil, pa prluknil, pa to je to, veš. Realno, ne, se res. Zdaj pa ti vam povej, kako ti časovno vse to, ne vem, spelaš? Mislim, veš, na unem koncu si pač, ok, glasba, pol imaš, ne vem, te vse treninge, ok, te tvoje zadevce, pol še ta film, pa še, ne vem, po moje, ne vem, 100.200 zadevc, ki jih zihar pripravljaš v prihodnje. Res, kako ti ratuje? Še sam ne vem. Ne, ampak, pač kva, s srcem delam. In to sem res hvaležen Bogu gor, pa kjermokoli za to zaslužim, da lahko delam tisto stvar, ki me veseli. Bil sem vse, delal sem v lokalu, imel sem tudi svoj lokal, samo živce sem zgubljal. Delal sem v trgovini, v Kranjski. V trgovini sem delal 8 ur, sem sovražil samega sebe tam noter, veš. Ampak da sem se najdel, borilne veščine, veš, delam kar imam rad in pa mi nič ni težko, veš, včasih grem ob 3 zjutraj spat in tako, vse sem zmatran, veš, vse mene tudi kdaj pobere, pa si kdaj želim, raven sam 3-4 dni, da malo pridem k sebi, pa je to, veš. Ampak the best mi je, meni je všeč, kaj dogaja, pa uživam, grem s flowom in to je to. In pa se vse poklapa. Zdaj, ko se je že omenila novo oddajo pripravljam na Protivnik. No ja, okej. Kama Fitness. Kako med seksom lahko ukrepiš svoje mišice. Res? Ja. Zanimivo. Ja. Mislim, bo bolj tako... Ker seks je tudi dejansko vadba, ja. Če gledaš, ne? A veš? Res lahko delaš vaje tako različne. Tako da v bližnji prihodnosti se boste lahko ogledali. Ampak bo tako, ne bo zdaj tako neokusnega ali pa to, ampak bo tako spet na humorističen način. Okay. Koga boš pa tokrat gostil? V bistvu imam Ančko. Bom pa je kazal. Resno? Ja. Mislim, moramo še stvari zrihtati, ne? Ti furat poučuješ, vidim, jaz. Ja. Jaz rad delim znanja, veš. Dosti ljudi, ki v Sloveniji tega nočem. Sam zase se držal. Ja, da si malo zvedel. Sam pa kje pa strmi pa žal. Zakaj ga nisem naučil? Zakaj nisem, ja.
Tako da, mislim, to je zdaj v pripravah. No. Upam, da bo to znesel. Torej v bližnji prihodnosti. Kdaj približam tako? Ne vem, zdaj med poletjem ali po poletju? Aha, okej. Kar med poletjem. Jaz upam, da v roku 2 tednov, da bo to pošlo ven. Da, mislim, ali pa, da bomo videli. Tako nič vam še povedal, ampak jaz upam, da delal bom na tem, da v 2 do 3 tednov pride ven. Drugače pa Čorči Poštala, no, se je že v bistvu zunaj vsak ponedeljek v Bosnih na protini.si na Facebooku. Sam pogledajo. Kakšni so pa odzivi, kaj? Veš, kaj sem se zdaj spomnil? Ful dobro. Veš, kaj je fora? Protini imajo kanal že tudi, mislim, imajo v Bosni, v Srbiji, veš. Ja. In gre ful tudi ven, ne? Zato imamo od spodaj podnapise. Ja. In zdaj te povabam, evo, kle v živo, da boš prišla v Čorči Poštala. Pridem. Prideš. Evo. Wow, high five. The best. Glejte me. Res? Ok, to bo še zanimivo. The best. Let's go. Zdaj sem napovedala, pa vse je čist sproščena, tako kot sem jaz zdaj kaj sproščena, tako je tam. Kaj moramo obleči? Trenerko. Ja, sej, valjda. Ful dober. Zakaj pa to kaj ne bi spravili na TV ali kaj tako? Sem razmišljal tudi to. Si, ne? Ja. Fajn bi bilo, da grejo, veš. Ja, ker pač... Edini problem, kar je zdaj, ki imamo mi podnapise spodaj, veš, bi mogla to za nekako narediti, da je brez, ker neki zakon je v Sloveniji, da ne smejo biti drugi podnapisi od spodaj. Ja, to je res. Tako da, ja, drugače pa z veseljem, da se priporočam. Super, super. A imaš še kaj mogoče za svoje oboževalce ali pač, da kaj napoveš, ali kaj novega pripravljaš v tvojem glasbenem svetu ali pa v čemerkoli? Ja, v bistvu so kar vse zajela. No. Ok, to itak so omenila, da v torek boš že snemal. Ja, snemam spot, upam, da bo prišlo ven, čim prej. Dogovarjam se za fight, zdaj tudi možno, da bom imel junija fight. Ampak ne bi spet rečil nepripravljen, veš, ker imam zdaj toliko dela, bom videl, kako bo. Pogledam, ostanite z mano, spremljajte, spodbujajte, lahko tudi ne marate, vse to je konec koncev fajn. No, super. No, jaz bi se ti pa rada zahvalila, ker si se odzval na povabilo in prišel k nam v oddajo v živo. Tako da jaz pa upam, dragi gledalci, da ste uživali in da ste kaj novega izvedeli o Denisu. Jaz sem zelo dosti stvari izvedela. Mi se pa ponovno vidimo zopet prihodnjo soboto ob isti uri na istem kanalu. Čau, posamejte.